Za nami je pozitivno četrtletje. Delnice na razvitih delniških trgih so pridobile v povprečju 3%, nadpovprečno donosne so bile delnice v ZDA, pa tudi na trgih v razvoju, kjer so indeksi pridobili celo 5% ali več, merjeno v evrih. Dolžniki so v preteklem četrtletju ostali evropski delniški indeksi, delnice so v povprečju ostale praktično nespremenjene. Še vedno opazujemo nadpovprečno donosnost sektorjev potrošnih dobrin in sektorja informacijske tehnologije. Oba sta zrasla za 11 oziroma 7%. Med podjetji potrošnih dobrin velja omeniti podjetje Tesla, katerega smo omenjali že v prejšnjem naložbenem komentarju. Delnice tega podjetja so doživele delitev in v preteklem četrtletju kar 90% rast. No, med podjetji sektorja informacijske tehnologije pa lahko omenimo več kot 70% rast podjetja Zoom, komunikacijske platforme, katero sem prepričan poznate že mnogi. Tri stvari so sicer zaznamovale dogajanje v preteklem četrtletju, oziroma tri stvari smo vlagatelji pozorno spremljali. Prvo so bili rezultati poslovanja v drugem četrtletju, se pravi v strogem karantenskem četrtletju. Rezultati podjetij so bili boljši, bistveno boljši od pričakovanj. Previdnost pa se še vedno opazi pri obetih. Vodstva namreč si ne upajo zaradi negotovosti povezane s COVID-om dajati bolj optimističnih napovedi. Vlagatelji smo z zanimanjem spremljali tudi potek razvoja učinkovitega cepiva oziroma zdravila za COVID-19. Ne manjka mnenj, da bo cepivo na voljo že v letošnjem letu. No, večina napovedi, večina mnenj, med njimi tudi Svetovne zdravstvene organizacije, pa vseeno cilja na sredino prihodnjega leta. Pozornosti so deležni tudi politiki v ameriškem kongresu, kjer so potekala pogajanja o novem fiskalnem svežnju pomoči za ameriško gospodarstvo. Tega bomo po vsej verjetnosti dočakali v celoti šele po ameriških volitvah. No in apropo volitve, kampanja ameriška je v polnem teku, zaznamovana z nizkotnimi prepiri, neresničnimi obtoževanji in pa seveda tudi z COVID-19. Po črto za nami je solidno četrtletje, nekakšna stabilizacija po izjemno donosnem drugem četrtletju. Kot smo ugotavljali v preteklem naložbenem komentarju in se že potrjuje, bo predvolilna kampanja v Ameriki osrednji dogodek tudi na kapitalskih trgih in ankete kažejo izdatno prednost demokratskega kandidata Joea Bidena, a izkušnje izpred 4 let nas učijo, da prednost še ne pomeni dokončne zmage. Predsednik Trump je pred kratkim postal bogatejši za okužbo s COVID-19 in še neozdravljen prekinil pogajanja z demokrati glede novega protikoronskega paketa pomoči. Kazanje neuničljivosti in neizprosnosti se lahko zanj slabo konča, lahko pa tudi počke občudovanja željnih velikega voditelja. Vsekakor znajo zadnji tedni do volitev postreči s presenečenji, ki bi lahko dvignila volatilnost na kapitalskih trgih. Osrednje tveganje vsekakor ostaja tudi COVID-19. Očitno smo v novem globalnem valu, ki je ponekod celo intenzivnejši od spomladanskega.
konvencionalno ravnanje držav je strategija plesa z virusom, v kateri države izvajajo kratkoročnejše lokalne omejitve, še vedno pa seveda svet nestrpno pričakuje učinkovito cepivo oziroma zdravilo proti virusu. Podatki o rasti bruto družbenega produkta v četrtletju, ki je za nami, bodo postregli vsekakor z eno najvišjih stopenj rasti v zgodovini. Ocene v ZDA recimo trenutno presegajo celo 30%. No, v zadnjem letošnjem četrtletju pa se zna ta aktivnost nekoliko umiriti, v ZDA na okoli 5% v primerjavi s preteklim letom. Vse to naj bi nas privedlo do približno 4% padca bruto družbenega produkta v ZDA in kar 8% padca bruto družbenega produkta v evroobmočju. Za zadnje četrtletje leta 2020 priporočamo povečano izpostavljenost do delnic, predvsem razvitih trgov oziroma še natančneje delnic ZDA. Tveganja, ki jih prinašajo že omenjeni koronavirus, ameriške predsedniške volitve, in še neomenjeni Brexit, za zdaj uspešno kontrolirajo ukrepi centralnih bank in tudi fiskalne spodbude posameznih držav, ki smo jih omenjali že v preteklosti. Septembrski popravek tečajev delnic je visoka vrednotenja nekoliko približal zgodovinskim povprečjem, višja pa je tudi relativna privlačnost delnic v primerjavi z obveznicami zaradi trenutno še vedno rekordno nizkih obrestnih mer. Znotraj sektorjev bomo priložnosti iskali v sektorju potrošnih dobrin. Tukaj smo osredotočeni predvsem na internetne trgovce, ki se soočajo z rastočo prodajo, spremljamo pa tudi diskontne prodajalne. Še naprej smo naklonjeni sektorju informacijske tehnologije, kjer potencial ponujata predvsem dve panogi. Komunikacijska oprema, obeti so namreč dobri za ponudnike oblačnih in 5G storitev, in pa programska oprema, ki jo podpira predvsem trend vlaganja podjetij v digitalizacijo poslovanja. Med obveznicami preferiramo podjetniške obveznice višjega kreditnega tveganja ter državne obveznice evrske periferije. Priporočamo vztrajanje pri nevtralni ročnosti. Po eni strani so netvegane zahtevane donosnosti, še posebej realne, zgodovinsko zelo nizke in bi v primeru cikličnega okrevanja gospodarstva morale zrasti. Po drugi strani pa njihovo rast zelo očitno in tudi učinkovito ovirajo odkupi dolžniških vrednostnih papirjev s strani centralnih bank, zaveze centralnih bank k ohranitvi nizkih obrestnih mer ter ponovna stabilizacija inflacijskih pričakovanj. Oktober je mesec varčevanja, zato tokrat izpostavimo nekaj koristnih napotkov za vse tiste, ki se varčevanja šele lotevate. Prvič, identificirajte naložben cilj. Vprašajte se, zakaj, čemu varčujete. Pri tem si odgovorite tudi na vprašanje, koliko časa imate na voljo za varčevanje. Drugič, poiščite strokovno pomoč. Finančni svetovalci smo kot vsi ostali storitveni specialisti na voljo, da svetujemo. Tretjič, oblikujte svoj profil tveganosti. Na spletu je na voljo kar nekaj vprašalnikov, s pomočjo katerih si lahko odgovorite, koliko tveganja ste sposobni in pripravljeni prevzemati. Na koncu izberite naložbo in disciplinirano strategijo varčevanja. Ne pozabite tudi na redno spremljanje vašega portfelja, pri katerem vam lahko pomagajo tudi vsebine, kot je naš naložbeni komentar. Prijetno branje in zdravo jesen vam želimo iz družbe
Triglav skladi.